VIP Randi in Sandi. Dober dan, dobri ljudje, jaz sem Sandi, vi pa spremljate VIP Randi in Sandi in tokrat mi bo odlična družba tukaj na tej naši zofi, televizijski, radijski voditelj, urednik mnogih televizijskih oddaj, mnogi ga pa poznamo kot poročevalca oziroma komentatorja pesmi Eurovizije. To je oseba, ki ima doma na eni izmed polic tudi prvo nagrado strokovne komisije za izvedbo skladbe Jaz sem lev na festivalu otroške popevke Zlati srček. Andrej Hofer! Pozdravljen. Pozdravljen, živijo. Kako je? Zdaj bom najprej se usedel. Absolutno. Hvala. Tako kot si dobrodošel v naši družbi. Jaz ti moram čestitati. Redki ste, ki se temeljito pripravite in ker je to osnova dobrega dela. Tako. Hvala lepa. To si pa zaradi te nagrade verjetno... Ne, to sem rekel zaradi tega, ker je super zvenelo in sem se topil tamle. Zelo lepo, samo da nisi se do konca stopil, ker pa bi bili brez gosta. Povej mi, kdaj si bil nazadnje na Randiju? Ups, to je pa sumljiva tema. Sem v rednem razmerju, tako da je Randi že pase. Pase, ne? Mislim, ne potrebujem ga več. Recimo, kakšni so bili Če te pa zanima, kdaj je bil ravno prvi, je pa pred letom in enim mesecem. Sva ravno imela obletnico. Zelo lepo. Pred Božičem. Zelo lepo. Kje se je izvajal ta Randi? Kateri zdaj, ta ali prvi ali tisti včerajšnji? Kar vse mi naštej, imamo čas. Vse bomo rezali ven, če boš predolg. Randiju je več, a ne? A o tem bova govorila, o Randijih. Za začetek, ja. No, pa začniva, koliko časa imaš. Randijev je več, no se pravi, ta včerajšnji je bil včeraj, a ne, logično, ta današnji danes je s tabo in ki je bil pa prvi, z nama dvema. Z nama a sva imela Randi? Ja, zdaj ga mava. Zdaj ga mava, to je danes. Jaz sem zdaj malo zmeden. Jaz ne vem, a mi ti hočeš kaj povedati? Ti meni povej, kakva je odlična lokacija za Randi? Ga zabavajo listki, jaz se jih imam še več zamrč. Vidim, da ti je nerodno. Ne, prav nič. Dobro, ima to uje dotle. Zakaj pa ker piva? Greva naprej. V nadaljevanju se bova malo igrala. Kakšne besede, Randi, igranje, ampak še vedno ostajava v dnevnem programu. Evo, tukajle družinska oddaja smo. Tako, tukajle imam 3 ovojnice, zdaj pa ti eno izžrebej. Druga oseba na tem kavču, ki ni šel na sredino. Pa kar povej, kaj se bomo šli. Sem ali nisem. Tukaj imam eno tablico, sem, nisem. Jaz samo obrneš, odgovoriš z njo, pol pa še malo predebatirava, poklepetava na to temo. Si pripravljen? Sem. Odlično. A to tebi kaže na tja? Kar tja pokaže publiki. Evo, še nikoli nisem izbrisal fotografije iz socialnih omrežij, ker nisem prejel dovolj lajkov. Nisem, ker sem tam bolj malo, jaz pravim, da sem klinično mrtev, tako da. Ja, to je pa treba kar priznati, sem šel tudi jaz pogledati, če bom kako novost o Andreju izvedel, nič ni na tvojih družabnih omrežjih. Lahko povem zakaj, zato, ker bolj cenim to, kar delava midva zdaj, pristni odnos. Jaz ne rabim virtualnega prijatelja, ker ga ni, ti pa si. Evo, mi smo pa zdaj tle, pozdravljen, še enkrat. To mi je bilo všeč. Evo, še nikoli nisem bil na nudistični plaži. To pa ni res, valjda sem bil. Si bil? Ja. In kje hodi Andrej Hofer na nudistično plažo, poslušalke, dejte spremlja. Bo to na otoku Murterju več kot 40 let, ni regularno na Google Mapsu, tako da jo je treba najti, tako da se upravičujem, ampak težko me boste našli. Dobro, gremo naprej. Še nikoli se nisem osramotil pred večjim številom ljudi. Glede na to, da si javna oseba, ne? Normalno, pa to je pa najmanjši problem. Sploh vedno vsako leto, ko je Eurovizija, ne da se osramotiš, ampak si kar, kako bi rekel? To pa kar, bom kar tako, če je pa Eurovizija, potem je pa to, bom kar tako držal. Takrat se ves čas sramotim se v torek, v četrtek in v soboto. Res je. In to že, zdaj bo 16. leto. Zdaj bo 16. Se pravi, da mi dobro gre. Ja,
Dobro ti gre, absolutno. Sem mislil, da je kaka manj. Ja, 2,8 pol ali kako? Enkrat sem manjkal. Enkrat si manjkal. Ne pozabi, O tem- 2020. O tem bova še spregovorila. Evo, še nikoli nisem imel lepotnih popravkov. Res je, nisem jih imel. Nisi jih imel, zakaj pa jih bi imel? Zakaj Tako pa? popoln človek. Ne, to nisem, ker tudi ti nisi, pa ker tudi tale oddaja ni, ampak zato, ker se je treba tej popolnosti približevati, ampak do konca ne pridemo pa nikoli. Gremo na oglase. Kaj ni v redu pri tej oddaji? Kaj bi ti popravil? Zdaj smo na oglase. Ja, to boš ti. Ti ne boš meni tega govoril, ker delam na televiziji in vem, da to snemaš Ne, zdaj ti meni povej, kaj narobe. na ruabe. Kaj ne sem prav v štartu, malo me izobrazi. me. Odličen si v preusmerjanju pozornosti in v igranju. Zdaj te malo skeniram. Igranju česa? Preigranju nekoga, kar nisi. In že smo nazaj. Nekoga, ki nisem. To bomo šli pol res na oglasa, ker me zanima. Evo, še nikoli nisem bruhal zaradi alkohola. Sem. Si. In alkohol je tema, ki bi se jo jaz rad dotaknil s tabo. Ti ali jaz? Ti boš o tem Jaz se govoril. bom s tabo dotaknil. Tako, tega. Menda Vode. si se nedolgo nazaj celo zdravil zaradi alkohola. Ja, je to res? a veš, da sem se spomnil zdaj, ker sem ravno videl izvoz Idrija in jaz sem njemu že pred pogovorom razlagal, da so to moji domači konci, ampak ta cilj sem izpustil, ker o njem govorim zgolj in samo, če sem vprašan. Zakaj? Ker jaz nisem na tem svetu zato, da bom tebi govoril, kakšen moraš biti, pa da boš ti meni govoril, ti poskrbi zase, jaz bom pa zase, ne? Ker se imava rada. Absolutno. In napeljal si pa na Idrijo, psihiatrijo, psihiatrično bolnišnico, leto in pol, srečan z ljudmi, ki so imeli zelo podobne stiske in zdravstvene težave, kajti to je bolezen. Če še zdaj ne veste, o čem govoriva, hribček, to boste zdaj že vedeli, kaj je tam gor na hribčku. Kaj se levo, rečemo tudi? Ja, pod Svetega Martina, ne vem, 45. Skratka, tam se da pomagati in če imate težavo, to ni nobena sramota, ker jaz sem jo imel in sem šel po pomoč. Vprašal sem te pa zato, ker si tudi na enem intervjuju omenil, da rad o tem govoriš. Ker to ni tabu. Tako. To ni tabu in ponovno poudarjam, o odvisnosti od alkohola lahko zboliš tudi ti. Tudi ti. Res je. A veš, to nima smisla, da se slepiš, da se to pa tebi ne more zgoditi. Kaj te je recimo pripeljalo do te točke, ne vem, stres v službi, prepoznavnost, kaj je bilo tisto? Ni nikoli enoznačnega odgovora, to ti pa zdaj govorim teorijo, ki so nas jo naučili, kajti ta rehabilitacija, ki je trajala leto in pol, lahko traja 3, lahko 5, odvisno. Tu ni recepta in tudi ni garancije, če bom jaz zdaj šel naprej abstinent, ker je zdaj že 3. leto. Pripeljalo me je več stvari. Trikotnik je, veš, geni, dedna zasnova, ti si en individuum, jaz sem drugi individuum. Druga zgodba, družina, družinsko okolje, službeno okolje in vplivi, ali si ti bil zlorabljen, ali si ti bil maltretiran, ali si ti bil karkoli, ali si moral bežati od doma, ali se je doma veliko pilo, ali si imel to se pravi družina, okolje, služba in potem alkohol. In ko se te 3 točke povežejo, potem se zgodi, prej ne. To se ne zgodi zaradi stresa, to se ne zgodi zaradi preutrujenosti, to se ne zgodi zaradi tega, ker te nekdo sili, da je enega. To se zgodi zaradi teh 3 stvareh in verjel ali ne, razvija se tudi do 25 let. Potem pa je vsakič drugače. Pri enih naredi bum, pri meni je naredilo bum pravi čas, da sem šel po pomoč, se pravi, nič se ni zgodilo. Pri enih je pa naredilo bum, pa še vedno niso šli po pomoč. In zato zdaj to govorim. To ni sramota, ljudje. Vsi smo krvavi pod kožo.
tudi jaz. Tako, in zdaj vemo tudi odgovor, zakaj eno leto nisi povezoval Eurovizije. Ker sem bil bolniško odsoten. Več vam pa ne bom povedal, ker je to, saj veš, osebna zadeva, varstvo osebnih podatkov in o tem se pač ne parlamentira. Kako si danes z alkoholom? Saj sem rekel, 3 leta na Radiu Robin. Je to, bi rekel, ti še zadiši, ker nekateri eni, ki so se zdravili, ne morejo sploh vonja alkohola več. Saj nas naučijo tudi to, da se temu vonju izogibaš. V psihiatrični bolnišnici ti ne dajo prisilnega jopiča, tako kot večina misli. Ta tema je zelo tabuizirana in ljudi je o tem strah govoriti. To je znova razlog, da to razlagam tebi in vam. Ker je ljudi o tem strah govoriti, ker je to sramota. Kaj bojo pa rekli, kaj bo mama rekla? Mama je rekla, ja, kaj bojo govorili po vasi? Govorili bodo o tem, da imam težave in da mi čestitajo, da sem jih rešil. Če sem jih pa rešil dokončno, tega mi pa tudi tam ne bodo povedali, ker je to odvisno zgolj in samo od mene. Tako, odlično, zelo lepo cenim, da si to delil z nami. In še zadnje, še nikoli se nisem zlagal v igri, nisem. Nisem. Sem te užil pod vprašanje, na kaj si se zlagal? Pa kam mečeš te papirje? To pol naši tehniki pospravijo. Ja, sicer pa... Kako si krut. Sicer pa, evo, ker si tako iskreno odgovoril na vsa vprašanja, ti podarjam priznanje, saj malo barve mi je zmanjkalo, ni nič za to, priznanje za, kaj že piše? Za najboljšega komentatorja pesmi Eurovizije in hvala za iskrene odgovore. Ja, bravo, vse drži. Hvala voditelj Sandi Morel. Evo, in s tem smo tudi zaključili današnje druženje tukaj na kavču. VIP Randi in Sandi pa že prihodnji teden tukaj na isti zofi. Kdo se nam bo pridružil, pa bo treba kar spremljati. Frekvence Radia Robin, pa tudi naša družabna omrežja. Hvala lepa in lep vikend še naprej. Evo, to je bilo to, a ne? Mislim, kaj ti bi zaključek kaj drugačen naredil, dej? VIP Randi in Sandi.